Zdaj pa besedo predajam Bogdanu. Bogdan je z nami nadaljavo, tako da bi prosil režijo, če ga da v ospredje. Bogdan Cerovac. Ja, hvala Tilen, hvala za predstavitev. Jaz bom kar začel z prosojnicami, ker nas čaka še veliko tega in ne bom zgubil časa. Upam, da se vidi, no, v bistvu bom narobe rekel, ne. Nekateri ne vidijo tegale slajda zdajle, a ne. In rad bi opozoril recimo, da ko imamo recimo že same prezentacije, morajo biti tudi prezentacije pač dostopne. In namenoma smo izbrali tale slajd, zato ker pač predstavlja neko časovnico, ki gre od leve proti desni, ker pač v naši kulturi beremo z leve proti desni, in pač razlaga, kako draga je lahko dostopnost, če ni narejena od začetka. Zdaj, tisti, ki vidite graf, boste videli, da gre od zahteve, oblikovanje, razvoj, testiranje, produkcija in narašča. Hkrati bomo pa tudi videli, da 67% težav z dostopnostjo lahko izvira iz oblikovanja. To je povzeto po eni študiji iz Amerike, ki so prav dejansko šli analizirati, kje prihaja največ do teh izvornih težav. Seveda je to zelo specifična študija, ni nujno, da je res za vse primere, ampak tudi po mojih izkušnjah in verjamem, da se tudi Tilen strinja in ostali, vidimo, da pač, če imamo neke težave z dostopnostjo, te ponavadi lahko izvirajo v zelo velikih primerih že v oblikovanju in seveda tudi kasneje v realizaciji tega oblikovanja, ko začnemo pač zadevo implementirati v kodi. Zdaj, ta časovnica tudi kaže na eno drugo stvar. Dejansko kaže to, da če gremo mi popravljati neko težavo, ki izvira iz oblikovanja v stopnji razvoja, nas ta težava stane pač 3-krat, bom rekel, pač dodatne 3 ure, recimo, če vzamemo za enoto 1 uro. Če najdemo to težavo tik preden gremo v produkcijo, pač v testiranju, nas ta težava lahko že stane 9,5 ur. In potem, ko imamo pač ping-pong, med oblikovanjem, naročniki in razvojem, nas ta težava zelo hitro lahko stane tudi 15,5 ur. Na koncu pa, če nekdo recimo, da mi to damo v produkcijo, brez da bi karkoli naredili, brez da bi preverili, nas lahko ta težava stane celo 37,5 ur so prišli do te številke. Zdaj, torej, celoten aspekt tega grafa je, ko so delali analizo na Bank of United States, se javno dostopna, bomo delili tudi povezave, je v tem, da prej, ko začnemo misliti na dostopnost, cenejša je oziroma lahko, da ne stane nič, če da začnemo z dobrimi pač izhodišči. Kasneje, ko se lotimo oziroma kasneje, ko nas dočaka, bom rekel, dražja je. Zdaj, mislim, da ta graf lahko zelo veliko pomeni vsem, ki se ukvarjamo pač z oblikovanjem, razvojem, pa tudi nenazadnje z vsebinami, ne. Pač kasneje, ko se začnemo lotevati dostopnosti, več nas lahko stane. Zdaj pa bom probal dati jaz tale slajd naprej, preko Zooma, čeprav nisem dobil od Tilen nobenega obvestila, da jaz to lahko naredim. Bom mogel pač prositi, da mi ti premakneš slajd. Kakorkoli, če gremo gledat pač to študijo, vidimo, da dejansko lahko zelo veliko prihranimo časa in težav, če se lotimo dostopnosti na začetku. Torej, že pred kodiranjem, ker včasih opažamo, da dejansko nekateri ljudje pač mislijo, da je dostopnost stvar samo kode. To je zelo daleč od resnice, ker mora biti pač nek most med dizajnom, bom rekel, in kodo. In ta dizajn je pač vizualni, pa tudi pač dizajn uporabniške izkušnje, se pravi. Lahko govorimo v angleščini user experience pa user interface. Zdaj, kaj lahko naredimo, da temu ne bo tako? Dejansko ga moramo premostiti. In zdaj bom pa pač tudi povedal, kako ga lahko premostimo, ne. Zdaj, če v dizajnu že anotiramo, po grdi slovenščini rečeno, se pravi, če označimo že v dizajnu, kaj smo mislili, ko smo neko komponento ali pa neko strukturo strani delali,
potem je to močno olajša implementacijo, se pravi, ko gre ta zadeva v kodo in tudi v bistvu zelo poenostavi tudi samo vsebino nenazadnje. Za en banalen primer bom dal. Narišemo en gumb, ki naredi nekaj in zraven ta gumb, ker hočemo pač prihraniti na prostoru, damo samo ikono, ne. Zdaj, če damo to ikono nekaj, kar načeloma vsi prepoznajo, se bo mogoče kdo spomnil, saj to pa itak vsi razumejo, ampak seveda, kot smo videli od kolega prej, ki je kazal z bralnikom zaslona, če nekdo ni namenoma razmišljal, da bo tej ikoni dodal opis, bo ta ikona lahko samo najavila, da je to en gumb. Če smo pa zelo slabi v semantiki, se pravi v tej kodi, ki jo damo lahko v ozadje, pa lahko da tudi tega ne bo dobil. Tako da dejansko, če mi že v samem dizajnu določimo določene stvari, prihranimo zelo veliko testiranja nenazadnje in raznih takih zapletov, ko je treba porabljati čas, ko recimo nekdo, ki že ima neko zavedanje o dostopnosti, gre nazaj pa vpraša pač dizajnerja, kako bomo pa rekli tej ikoni, ne. Če to mi že od začetka definiramo, s tem lahko preprečimo, kakor smo videli po študiji, skoraj 70% vseh napak. Zdaj, to seveda zahteva in tukaj se zelo hitro pač zgodi ta problem, ne. Ker danes smo vsi, absolutno vsi v tem ciklu zelo obremenjeni, a ne. In ta nova znanja, ki jih dobivamo, lahko trajajo, ne. In tudi praksa, kako jih spraviti v prakso, traja. In videl sem zelo dosti odpora, ko recimo dizajner reče: "Ne, jaz se pa ne bom učil o kodi nič." Ampak jaz pa mislim osebno, da če se mi spustimo v osnove, ne rabimo zdaj kodirati, moramo samo razumeti te naše gradnike, ne. Tako kot recimo arhitekt, ki mora razumeti, da ne vem, ena opeka pač je statično veliko boljša kakor en prosojen kamen, ne, recimo, ne. Tako da, če se dizajn loti tudi tega, da določi nevidni UX, bom rekel, ta nevidno uporabniško izkušnjo, in s tem to tudi jasno in glasno poda to, preden programerji sploh to dobijo, pri predaji recimo, potem prihranimo zelo veliko in lahko preprečimo, namesto da bi pač zdravili, ne. Nenazadnje pa tudi za same vsebine, ko pač recimo, da je to neko podjetje, ki ima interne dizajnerje ali pa tudi ne, pa to programira, vse to stestira, lahko narediš še toliko dostopno, pa kakor smo verjetno že dojeli dejansko, če vsebina potem, ki je dodana, ne upošteva istih smernic, pač ta stran rata nedostopna. Več o tem bom tudi kasneje povedal, ko se bomo dotaknili malo odgovornosti. Ampak bistveno je pač, da se to dogaja v skupini in ne v silosih, a ne. Se pravi, da niso zadeve ločene, da ni nekih striktnih primopredaj. Tukaj imate dizajn, vse je lepo, za mobilce pa za namizneje, to je to, a ne, ampak da dejansko imamo malo boljšo komunikacijo. Da določimo pač semantiko, da določimo, ta element je gumb, ime mu je pa domov, recimo. Ali pa ta povezava ta ikona je recimo povezava, ime je pa profil, ker gre pač na profil. In tako naprej. Se pravi, neko znanje pač tukaj seveda ključno, ne. Jaz mislim, da so danes dizajnerji že zelo dobro poučeni. Ko sem jaz začel delati, smo imeli velikokrat primere, ko so pač dizajni bili zelo tako, kakor če bi delali pač neki za tisk. In tam seveda ni bilo nobene semantike treba vedeti, a ne, tam je res moglo lepo izgledati. Mogoče so šli pač delati kakšne kontraste in to je bilo to. Danes pri teh platformah, ki jih pa imamo, pa se moramo pač zavedati, da se treba majčkeno spustiti v semantiko, v pač ime, vloga, vrednost, koncepte. In če se to dobro definira že v osnovi, preden sploh pride do programerjev, res lahko veliko prihranimo. Seveda se moramo pa vsi skupaj učiti, a ne, tudi programerji seveda morajo pa razumeti dejansko, tale ARIA, ki je pač Accessible Rich Internet Applications, torej standard za izdelavo bolj naprednih vzorcev, bolj naprednih komponent. Tam je treba pač se zavedati, kakšna so pravila in tako naprej. Ko bomo prišli do testiranja, bom probal majčkeno več o tem tudi povedati. Če lahko kar naprej.
Torej, lahko seveda govorimo, ok, Bogdan, zdaj si zelo povedal, zelo idealistično, ne. Se pravi, dizajn bo zdaj znal vse, pa vsi bojo znali vse. Ja, se zavedam, da pač moramo ločiti na večje projekte pa manjše projekte, ne. Pri večjih projektih sem vsaj jaz navajen, da dejansko se to dela na neki podlagi design system, se pravi sistema dizajnov, kjer so recimo komponente določene in se jih potem v kodi samo še uporablja, pač v idealnem svetu, ne, seveda se jih mora tudi razvijati in tako naprej. Ampak če imamo mi že design system, ki je preverjen na atomskem nivoju, bom rekel, če gledamo pač, da je en atom ena komponenta, ne, in vemo, da je dostopen, vemo, da ima dobre kontraste, vemo, da dela s tipkovnico, vemo, da dela z bralnikom zaslona, potem pač ta dobra praksa je integrirana in se že dejansko prenese, ko to komponento uporabimo večkrat, smo z njo dobili skoraj zastonj pač to dostopnost. Zdaj seveda pri manjših projektih ta design system mogoče stane več kot sam projekt, tako da tam moramo biti pa malo bolj praktični. Zdaj nekatera podjetja delajo na nekih takih, bom rekel, okostnjakih, skeletons po angleško, kjer pač nimajo nobenega dizajna, imajo pa vso semantiko. Ok, zdaj bomo rabili koledar, recimo. Ok, ta koledar imamo, ki je dostopen, vemo, da je dostopen, testirali smo ga z uporabniki, testirali smo ga s eksternimi in ta isti koledar, to strukturo koledarja, semantično, pač uporabimo na več projektih, a ne. Seveda z različnimi stili, kjer seveda skrbimo spet za kontraste in tako naprej, ampak dejansko čez čas imamo mi en nabor, bom rekel, enega internega design sistema, ki ga lahko apliciramo na vse naše stranke in vemo, da je dostopen in stojimo za tem. Lahko gremo še korak dlje in ga centraliziramo, tako da če najdemo eno napako, da dejansko popravimo v eni komponenti in potem se prenese na vse naše projekte. Ampak to je spet majčkeno bolj kompleksno. To je na splošno, pač moramo biti pa previdni tudi pri tretjih strankah. Zdaj v zakonodaji jaz nisem pravnik, no, se ne bom poglabljal v to, tam sicer so neke izjeme, ampak vseeno jaz mislim, da če imamo recimo neko tretjo stranko, v angleščini third party, a ne, ki nam skrbi za plačila. In če ona ni dostopna, mi imamo pa eno spletno trgovino, potem dejansko izgubljamo pač promet. Se pravi, jaz ne glede na to, ali so to izjeme ali ne, bi stremel vsaj k temu, da so tudi tretje stranke dostopne, kakor se da. Seveda pa tudi vsi naši lastni elementi, ki jih dobimo, pač ali jih naredimo iz nule, od začetka, ali pa če jih nekje povzamemo po nekem odprtem registru. Več o tem bom tudi kasneje povedal. Če gremo kar lahko naprej. Torej, en namig, pač nekateri izmed vas verjetno že to poznate, ampak se mi zdi, da je zelo premalo poudarjeno, so ARIA Authoring Practices Guide po angleško, torej nek vodič za authoring v tem smislu tukaj za programerje, pa tudi za dizajnerje dejansko, vsaj za uporabniško izkušnjo, kjer so dejansko šli in sistematsko načrtovali, kaj vse mora biti, da je recimo modalno okno dostopno, ali pa da je kaj vse moramo narediti, ne. Kako moramo poskrbeti, da tipkovnica deluje, kako moramo poskrbeti, da bralnik zaslona deluje. In če si recimo že samo iz tega ven vzamemo, smo že kar nekaj naredili. Seveda niso idealne, ker to ni zdaj copy-paste rešitev, ampak to so spet bolj smernice, ampak tukaj dejansko lahko dobimo zelo velik zastonj praktično. Seveda je spet teh informacij ogromno, tako da moramo paziti, katere vire uporabljamo. In te ARIA Authoring Practices, ki boste dobili tudi link v dokumentaciji, a ne, tukaj boste lahko videli, da dejansko je to od V3C-ja, se pravi od konzorcija za splet. Če gremo še naprej. Torej, en primer, banalen, vsi poznamo modalna okna na tak ali drugačen način, ali so to naši famozni cookie consenti, prav za piškotke, ali so pa to kakšne druge zadeve, ampak čist banalno vprašanje, ne, ki bi ga mogli v bistvu si odgovoriti sami, preden gremo to okno sploh implementirati v kodi, je pač kakšno ima ime. Ker če nimamo imena, moramo se zavedati pač, da modalno okno samo po sebi je nek, kot reče ime, modalno okno, ki dejansko
uporabniku en nov kontekst. Lahko bi rekli, da je to dokument v dokumentu. Spravi, vsaka stran ima recimo svoj naslov in tudi vsako modalno okno bi moglo imeti svoj naslov. Če tega nima, je včasih zelo težko vedeti, kaj se je zdaj zgodilo. Sploh za recimo uporabnik bralnika zaslona. Včasih je logično, zdaj se je en modalno okno odprl, zdaj sem tukaj noter, včasih pa ne. Tako da kaj nam preprečuje to kognitivno breme, dejansko da damo ime. Naslednji primer je seveda, ali se lahko to modalno okno zapre brez interakcije. Tukaj je mišljeno bolj v tem, da pritisnemo escape tipko, da ga zapremo, ali pa kliknemo na ozadje, da se zapre, ali ne. In taka vprašanja, če nimamo tega določenega, pač riskiramo, da to v kodi ne bo dobro delalo. Zdaj, ene teste delamo zelo, zelo praktično in ko preverjamo, smo naredili neko nalogo, ko programiramo, lahko rečemo, ok, modalno okno se zapre, če pritisnem z miško na X, mogoče smo pa pozabili, da se mora zapreti tudi, če pritisnem na escape v tem primeru. Kak gre recimo fokus tipkovnice za tiste, ki niso slepi, pa uporabljajo tipkovnico, ker mogoče miške ne morejo ali pa nimajo na napravi. Vse ta vprašanja, če se jih v bistvu odgovori vnaprej, potem dejansko prehranimo vsa tista vprašanja, ki pridejo za tem, da sploh ne govorimo o tem, da če nimamo še dobrega zavedanja pa znanja, na vse to pozabimo in potem pride čez pol leta prijava uporabnika, da ne more uporabljati tega. In zaradi tega tista vrednost, če se spomnimo iz grafa, močno raste. Ker če bomo šli mi zdaj to čez pol leta popravljati, je vprašanje, koliko bomo mi mogli vse investirati, da bomo to odpravili. Lahko smo ta isto modalno okno copy-pastali, in ga moramo popraviti na 100 koncih. Tako da res bistvena je preventiva, tako kot je neka mantra že tudi na drugih področjih. Zdaj, naprej, ali smo poskrbeli, da vsebina za modalnim oknom ni dosegljiva za bralnike zaslona in tipkovnico. Zdaj, če uporabljamo miško, to ni noben problem. Ponavadi ta modalno okno naredi neko plast v ozadju, da ne moramo nič delati. Včasih, če je zelo slabo implementiran, lahko mogoče celo scrollamo po strani. Ampak, če pa uporabljamo bralnik zaslonov, pa pridemo za to modalno okno in to modalno okno je odprto, se moramo pa zdaj spet zavedati, da niso vsi uporabniki bralnikov zaslona slepi. In to jim lahko naredi kar težavo, da dejansko pridejo za modalno okno in ne vidijo nič. To je v bistvu tudi ena izmed smernic, ki je zdaj na novo v bistvu prav za to. Ali pa za tipkovnico, recimo, da uporabljamo tipkovnico oziroma pomožne naprave, ki so narejene na podlagi tipkovnice in pridemo za to modalno okno in ne vidimo nič, ampak smo pa nekje v ozadju. Torej, še enkrat bi rad poudaril, če vse to vemo, to je prva stvar, da moramo to vedeti, pa če vse to planiramo, to jasno se dogovorimo, preden gre to v implementacijo, potem smo naredili že zelo veliko. Mogoče nam manjkajo še kakšne detajli, ampak dejansko smo preprečili nedostopnost. Pa to je seveda ena izmed, te 4 točke jih je mnogo več, žal, ampak če hočemo, da bo stvar delala za več ljudi z različnimi napravami in tudi sposobnostmi, potem moramo za to poskrbeti že prej. Če gremo lahko kar na naslednji. Še enkrat bom govoril o lastnih elementih, zelo hitro narišemo nekaj, kar je zelo, privlačno, kar se nam zdi briljantno, ker recimo, da poklikamo seznam sedežev in gremo naprej. Za recimo neko gledališko predstavo v našem gledališču, recimo, naredimo user interface, da lahko poklikamo sedeže in gremo naprej samo s klikanjem. Zdaj, če tukaj ne poskrbimo za semantiko, riskiramo, da je ta naša naročilnica totalno nedostopna za bralnike zaslonov, pa tudi za uporabnike, ki morajo uporabljati tipkovnico. In tukaj pride ta semantika in to je v osnovi HTML. HTML jezik je zelo dostopen sam po sebi, seveda ima svoje pomanjkljivosti, ampak če že uporabljamo recimo
gumb, kjer mora biti gumb in ne navaden div element. Tukaj gre zdaj že zelo v tehniko, ampak samo to, da boste vedeli. Pač potem imajo bralniki zaslonov, pa tudi druge pomožne tehnologije, dejansko to semantiko, ta pomen tega elementa že prevzeto na voljo. In dejansko, recimo, če bi imeli to gledališče kot en primer, če bi naredili, da ima vsak stol svoj gumb, recimo, ki ima tudi svoje stanje, ta je zaseden, ta je še prost, ta je dražji in tako naprej, potem lahko to dejansko vsi uporabljajo. Če pa mi naredimo to iz nekih nesemantičnih elementov, kar lahko naredimo in bo isto izgledalo, bojo pa samo tisti, ki imajo recimo touch oziroma dotik ali pa miško lahko uporabljali. In bomo mislili, se smo naredili, super izgleda, deluje, ko sem jaz testiral, je deloval. Ampak moramo se pač zavedati, da te standardi, to je treba upoštevati. In kot rečeno, pač HTML sam po sebi je bil namenjen predvsem za deljenje dokumentov, ker smo začeli splet z leti uporabljati vedno bolj zahtevno, vedno bolj bogato, so naredili še en dodaten standard, ki pač nekako oponaša tisto, kar dejansko je možno v operacijskem sistemu. In zaradi tega smo prišli do te ARIA, torej Accessible Rich Internet Applications po angleško, standarda oziroma dvojni v AI pomišljaj ARIA, ki nam omogoča, da tem elementom, ki niso sami po sebi semantični, dodamo neko semantiko, ki je zelo, zelo ne samo potrebna, ampak celo nujna, da jo lahko recimo bralniki zaslonov uporabljajo. Pa tudi druge podobne tehnologije. Torej, moramo se tukaj zavedati, da če imamo, ne vem, načeloma bi mogli že vsi, ki se učijo kodirati, najprej začeti te standarde brati. HTML sam po sebi je podcenjen. Obstaja recimo, da 120 elementov, ki jih ima HTML, in pri mojem delu vidim, da se jih uporablja mogoče 20. Dejansko se ni noben šel poglabljati, zakaj imamo sploh te elemente. In s tem izgubimo točno to privzeto dostopnost platforme, ki je pač splet. Naslednja točka sem že večkrat povedal, to delovanje tipkovnice. Bom pri testiranju povedal, zakaj je to res tako pomembno, zakaj se to poudarja. Na koncu imamo pa seveda še eno novo polje izzivov, celo, bom rekel, matriko. Do zdaj smo bili navajeni, sploh pač, če smo programerji, da moramo testirati v različnih brskalnikih, potem smo dobili odzivni dizajn, smo mogli začeti še na mobilcih, pa različnih ekranih testirati. In zdaj, če dodamo v to matrico še pač, da imamo različne bralnike zaslonov in različne brskalnike, pač se ta zadeva zakomplicira. Zato, ker pač standardi so, ni pa nujno, da so povsod implementirani. Tukaj dejansko, ko gremo gledati lastne elemente, se moramo res vprašati, če bomo kršili Jakobov zakon. Jakobov zakon, mislim, da vsi poznajo, ki se ukvarjajo z UX, z User Experience, ki pravi pač, da če en element nekje na eni drugi strani sem že uporabljal, ga bom tudi na neki novi strani uporabljal. Oziroma, če obrnemo zadevo, če naredimo zadeve enostavno, da ne gremo odkrivati nekaj novega, kjer ni potrebno, seveda, potem smo si prihranili že zelo veliko. In tudi, če pogledamo najbolj dostopne strani spletne na svetu, so dejansko zelo enostavne. In to ni samo dobro za pač kognitivno oviranost, recimo, ampak je dobro za vse nas. Tukaj pri lastnih elementih mogoče bi bilo se pravzaprav zaprašati, koliko gremo daleč. Če lahko uporabimo nekaj, kar je v HTML-ju, zakaj ne bi raje to uporabili? Ker vemo, da nam bo prihranjeno ne samo nam, ampak tudi uporabnikom marsikaj. Zdaj pa kar na naslednji slajd, prosim. In zdaj tukaj bi se pa rad dotaknil teh odgovornosti. Kakor smo že zdaj govorili, neki so dizajnerji, neki je koda, neki so vsebine, pač neka triperesna deteljica, kaj tudi kažem na zaslonu. Ampak je v bistvu zadeva malo širša. Če gremo še en slajd naprej, bomo videli, da pač moramo misliti tudi na korenine od te deteljice. Pač že sama poslovna analiza, pač recimo v zakonodaji imamo VCAG A in AA, ampak recimo, da je naša stran pa mogoče namenjena nekaterim drugim pač ciljnim skupinam, ki bi pa mogoče rabili tudi nekaj iz nivoja
trojni A. Sprav, že sama poslovna analiza je vključena v dostopnost, čeprav mogoče tega še ne ve. Vsebine sploh ne bom pač posebej poudarjal, uredništvo, social media, sprav socialni mediji, marketing, prodaja. Pač ne vem, če recimo nekdo pošle neko predstavitev, pa je to en skeniran dokument nekomu, ki ga ne pozna, je možno, da je na drugi strani pač to slepa oseba. In zdaj, če ta naš marketinški material nedostopen, potem smo pač izgubili stranko. Zelo verjetno, razen če res nismo nek vrhunski unikaten produkt, bom rekel. In to moramo aplicirati na vse, na social media tudi. Ko objavimo neko sliko na Twitterju, na Facebooku, kjerkoli, če nima alternativnih besedil, smo potencialno izgubili marsikoga. Mogoče sploh ne vejo, da imamo mi en produkt, ki ga oni rabijo. Recimo, banalno. Dizajn ne bom več poudaril, sem že mislim, da dovolj povedal. Razvoj se treba zavedati, da pač vsi, ki so v razvoju, morajo sodelovati. En banalen primer je recimo, kako dejansko rabimo pač v podatkovni bazi tudi zelo veliko podpore, ne samo pač tisto, kar je na frontendu, se pravi tisto, kar je vizualno. Testiranje, o tem bomo kasneje pogovoril, produktni vodje, projektni vodje imajo tudi svojo odgovornost, pač definicija narejenega oziroma definition of done po angleško in tako naprej. In ne nazadnje pač tudi vodstvo. To mora biti neka kultura, ker če to samo delegiramo, izgubimo nadzor in bomo težko rekli, naši produkti so pa dostopni. Brez da pač nimamo neke, bom rekel, skupne vizije. Pa še en slajd naprej. In je odmor. Razen, če imamo še kakšno vprašanje na hitro. Vprašanje bilo na chatu. Ja, sem zdajle videl. Bi bilo smiselno na državni ravni imeti design system, ki bi ga morale upoštevati vse organizacije javnega sektorja. Ja, to bi bilo zelo smiselno. Zdaj so celo tendence, nekatere države to delajo. Pač počasi se premika, Amerika pa Anglija, United Kingdom, vem, da imata to, Nemčija tudi dela na temo. Ne nazadnje imamo tudi v Sloveniji že nekaj, kakor mi je znano. Zdaj, koliko se pa to dejansko pol uporablja, to je pa druga stran. Ampak ja, dejansko tukaj pridemo do tistega Jakobovega zakona, po domače povedano, nekaj, kar mi je že znano, najdem na vseh stranih državne uprave. En koledar je, ne vem, na Ministrstvu za notranje zadeve, en koledar je na policiji, itd. Tukaj bi lahko dejansko prihranili veliko časa, živcev in tudi denarja. Tako da ja, absolutno, design system, če je dober narejen, če je pač toliko, bom rekel, odprt, pa hkrati dostopen, je odlična rešitev. In mislim, da tudi pač go.si, spletna stran, en dober primer, ki ga tudi v Evropi hvalijo dejansko, ker so se šli pač poenotiti ta design system. In ja, gradiva boste dobili, dejansko boste dobili vse prosojnice, plus še posnetek, plus transkripte. Če so še kakšna druga vprašanja? Če smem samo dodati, tlele smo govorili o osebah z oviranostmi pa to. Jaz bi mogoče samo izpostavil to, da če je osebina, če je program, če je skratka produkt dostopen, nimamo od tega koristi samo ljudje, pač pa tudi stroji, v smislu SEO in druge zadeve, ki poskušajo razumeti naš produkt. Recimo samo, če govorimo o SEO-tu, tako Google kot Bing, kot ostali iskalniki naše produkte, ki so dostopni, ker jih pač lažje razumejo, uvrščajo višje. To, da če že hočete, ne vem, če že nimate drugega argumenta, zakaj narediti neko vsebino dostopno, produkt, program, kakorkoli, je že SEO ena taka možnost, to je za marketingarje predvsem, ampak tudi ostanem v razmisleku. Zelo dobro povedano in se totalno strinjam. Dejansko sem šel preverjati z Googlom, ker dejansko oni imajo eno orodje, ki preverja pač tisti, ki se spoznate na to.
performance, se pravi, kako hitra je stran, kako odzivna je, kako dobro dela, in ena izmed točk je tudi dostopnost. Nažalost, Google tega še ne upošteva, ko rangira rezultate, ampak to možnost imajo. Tako da jaz mislim, da pač vprašanje časa, kdaj bo tudi to začelo upoštevati. Ja, Več bomo pa pri testiranju še povedali. ja, govoril sem o tem, zakaj sem omenil dostopnost, če je stvar pravilno strukturirana, ti pri Google pri zadetkih, to pa lahko iz lastnih izkušenj povem, ti Google, ne vem, če daš pravilne ključne besede noter v iskalnik in pač, če je stran pravilno strukturirana, ti bo Google vrgel ven točen tisti 2 vrstici, kakor jih ti potrebuješ. O tem govorim. Ko govorim o dostopnosti, ne samo o višjem razvrščanju, ampak tudi Google ti recimo ali pa Bing ali pa ko ti prikaže prav tisto vsebino, ki jo ti želiš. Če pa stran ni pravilno strukturirana, ti bo pa vrgel nekaj ven, kar lahko je, lahko pa ni. Absolutno. To je pač semantika v zadju, tako kot sem prej povedal, ni dobra samo za bralnike zaslonov, ampak tudi za ostale tehnologije, kot so tudi pač iskalniki.